Živa. Danes bi rada govorila o eni temi, ki je v bistvu zelo občutljiva. O tem, kako starši hitro in pogosto iz najboljše namere verjamemo, da moramo otroka spremeniti. Niso nam všeč neke njegove navade, neke njegove lastnosti, ni nam všeč, kako otrok razmišlja in mi kaj počne, in mi napnemo vse sile za to, da bo on postal drugačen, da bo začel drugače razmišljati, da bo drugače gledal na svet, da bo imel drugačen odnos do šole, da bo bolj poslušen, da bo bolj ubogljiv, da bo bolj sledil. Skratka, vse to v bistvu počnemo zato, ker nas skrbi otrokova prihodnost in ker mu seveda želimo dobro. Zelo nas je strah, kaj se bo z njim zgodilo, kako bo, ko bo odrastel, če bo tako zbiral, kakšna bo njegova prihodnost, če bo tako gledal na življenje, ga bo družba pohodila, če bo tako gledal na denar, da lahko, ne vem, z nečim čez noč zasluži milijone, bo propadel zaradi tega, ker pač, to se ne da, danes je treba garati za to, da zaslužiš denar, on pa je len, to se pravi, ga moram zdaj jaz navaditi, da bo postal bolj deloven, ga moram prisiliti, da bo imel delovne navade. Skratka, polno nekih takih stvari vidimo pri otroku, ki niso okej. In nenehno se trudimo, da bi to spremenili. En zelo pogosti način, kako to delamo, je, da seveda otroku dopovedujemo in mu skozi, da tako ne gre, da to ne bo šlo, da če bo tako razmišljal, nikamor ne bo prišel, da če bo tako delal, da nikoli ne bo pač uspešen. In otrok ves čas posluša stavke, kako on ni okej in kako se mora spremeniti in da tak, kot je, ni sprejet. Posledica tega je zelo velikokrat, sploh pri najstnikih, se to zgodi, da se otrok umakne se v svoj svet, nima nobene samozavesti, sramuje se samega sebe, ne pove nam več, kaj razmišlja, zato ker karkoli nam pove, mi to obrnemo proti njemu. Misli si, itak nima smisla, da se trudim, ne v šoli, nekje drugje, ker karkoli bom naredil, ne bo dovolj dobro. Skratka, mi starši čutimo, kako se nam otrok oddaljuje, kako ga zgubljamo in kako dejansko karkoli rečemo je tako, včasih so rekli, kot bob v steno ali pa naleti na gluha ušesa. Ampak jaz kot mama se spomnim, da kadar so se take stvari zgodile, da sem bolj čutila neko žalost in nemoč, da sem z otrokom zgubila odnos in da se z njim o nekaterih stvarih ne morem pogovarjati. Da se je pač umaknil v svoj svet, da so mu pomembne stvari, za katere ne vem, da so mu pomembne, ker jih ne deli več z mano. Tako da jaz se v taki situaciji kot mama nisem počutila dobro in nisem se počutila varno. In mislim si, da se tudi vi ne počutite dobro in da se tudi vi ne počutite varno. Je pa še vedno tako, pri najinem delu, ki ga pač imava z Albertom, pri delu s starši, skratka delava s starši, delava s pari, ampak recimo podporno starševstvo je individualna pomoč staršem najstnikov, staršem tudi mlajših otrok. In ko vi pokličete, vedno najprej rečete, povejte mi, kaj naj naredim, da bo on drugačen. Da se bo drugače obnašal, da bo drugače razmišljal. To je vprašanje, na katerega ni odgovora, oziroma je odgovor nič. Ne morete narediti. Otroka se ne da spremeniti. Otrok se oblikuje s pomočjo naših odzivov. To se pravi, se ne spreminja, ampak se oblikuje s pomočjo naših odzivov. In to pomeni, da ko se mi njemu odzivamo podporno, takrat bo on tudi razmišljal svojo glavo in se bo začel razmišljati sam.
Zdaj mi boste rekli, sej to je podporno, če mu jaz dopovedujem, da pač ni ok, če se on ne uči, pa to je podporno, če mu jaz govorim, da ni ok, če je tok na telefonu, pa to je tudi podporno, če mu govorim, da si je čist napačno družbo izbral. Ja, je podporno iz našega mindseta, ampak ni pa podpornost tega, kako otrok doživlja. To se pravi, tukaj pa stopimo v en drug način starševstva, in to je podporno starševstvo, ki išče otrokove kvalitete, otrokove močne točke in preko njih spodbuja otroka, da se razvija. In to ni tako, da bi jaz vam rekla, povejte mi otrokovih 5 močnih točk in bi potem vi kar spremenili način odzivanja na vašega otroka, zaradi tega, ker mi dejansko delujemo iz sebe, iz naših strahov, iz naših občutkov nemoči, iz naše panike, da z otroka nič ne bo, iz naših filmov, in mi smo tisti, ki otroku dajemo nalepke. Recimo nezainteresiran, len, vseeno mu je, apatičen je in tako naprej. Pač teh nalepk je milijone. Kar malo zdajle pomislite, kakšne nalepke nosi vaš otrok, ki ste mu jih videli. Kaj še lepolka jih dobi tudi v šoli in od prijateljev in družba in tako naprej. Te nalepke delujejo na nas. In mi starši moramo preko raziskovanja sebe, to se pravi, odkot ti naši strahovi prihajajo, odkje prihajajo ta prepričanja, kaj so naše notranje bolečine. Najprej moramo raziskati to, da potem lahko odkrijemo otrokove res močne točke in preko teh močnih točk spodbujamo otroka. To se pravi, recimo, da mu ne gre matematika. In v našem svetu zdaj je pač pravilo to, da če otroku nekaj ne gre, ga je treba pač prisiliti, da mu bo to šlo. Ne glede na to, a je matematik, a ni matematik. In mi ga bomo posedeli za mizo in dali mu bomo 1 milijon nalog, ki jih bomo go rešiti, in mi verjamemo, da če bo on teh 1 milijon nalog rešil, da potem bo pa postal matematik. No, to je zmotno prepričanje, ki ga imamo, pa o tem imamo, kar rečemo, on ni kuhar, on nima fokusa, on se ne zna osredotočiti, on ne zna 5 minut pri miru sedeti. Skratka, to so vse naša prepričanja o našem otroku, ki lahko da tudi držijo, se strinjam, ampak mi se potem v ta prepričanja zahakljamo na tak način, da rečemo, to moramo predrugačiti. Recimo, če imate vi otroka, ki je hiperaktiven, boste zelo težko otroka predrugačili za to, da bo sedel 10 minut več pri domači nalogi. Lahko pa predrugačite vaš odziv do tega, kakšen odnos ima on do tega, da je pač primer in da dela, in da mogoče z vašim odzivom lahko dosežete, da bo postopoma zdržal več in več in več časa. To so pomembne stvari. To se pravi, zdaj matematika ne moramo narediti, ampak na drugi strani je pa ta otrok, ki je matematik, zelo dober v jezikoslovju, blazno dober zbira besede, zelo dober piše, zelo bogat besedni zaklad ima, radoveden je, prebere vse, kar mu pride na pot, ampak ne, zato ker se mora on učiti matematiko, bomo mu tam vzeli. Bomo rekli, lej, pač ti už več časa, to ti gre dobro, s tem se ti ni treba ukvarjati, matematiko deli, ki ti ne gre. In kaj se zgodi? Zgodi se to, da otrok počasi izgublja strast in veselje do česarkoli. Zdaj vam ne govorim o tem, da se sploh ne rab matematike učiti, pa ne govorim vam o tem, da ne rab matematike delati, ampak govorim vam o tem, da je pomembno, na kaj se mi fokusiramo. Mi lahko rečemo, glej, res si dober v jeziku, res nore stvari delaš. Kaj, če bi mi dva recimo naredila en plan skupaj, da ti jaz pomagam in ti začneš pisati knjigo ali pa dnevnik ali pa začneš pisati zgodbice, ki imaš tako noro domišljijo. Ampak ob tem bova pa vsak dan našla
toliko in toliko časa za to, da pač narediš nalogo za matematiko in da se naučiš osnovne stvari. Zato, da pač ne boš imel težav v šoli in tudi pol v življenju boš mogel znati zračunati, koliko imaš plače, koliko rabiš za kruh, elektriko in tako naprej. Tako da je fino, če matematike čist ne sovražiš, ampak jaz te razumem, da si ti močen v slovenščini in dajmo to spodbujati. To je način, kjer otrok začne razmišljati, starši mene razumejo, oni meni dovolijo, da da razvijam svoja veselja, da me nekaj veseli in hočejo mi pomagati na področjih, kjer me pač ne veseli ali pa kjer mi je težko ali pa kjer nisem toliko dober. In otrok ne dobi občutka, da je cel slab, ker ni kar naprej kritiziran. Ampak dobi občutek, to mi gre dobro, to mi pa ne gre dobro. In preko tega on spoznava tudi sebe in svoje močne točke in seveda spoznava tudi to, kje se njemu splača priti na to polje, kjer se bo on za nekaj boril, kjer on lahko nekaj doseže in kje lahko reče, lej, tole je maksimum, ki sem ga lahko dosegel ali pa ki sem ga tudi pripravljen doseči. Saj mogoče bi lahko več, ampak me to ne veseli toliko. Ko mi otroku rečemo, takšen kot si ok in pač pašeš v ta svet in pašeš v našo družino in razumem te in tudi razumem, da ene stvari ti vidiš na svoj način, ki sicer ne gre skupaj čist z mojim, ampak lej boš v življenju videl, a ti prav pride, a ti ne pride prav, ker če ti ne pride prav, ga boš mogel itak sam spremeniti. In pri najstnikih je to zelo pomembno, zato ker najstniki želijo, oni želijo poskusiti stvari, oni želijo imeti svoje izkušnje. Mi starši bi jih pa s tem, ko jih želimo spremeniti, radi zaščitili pred temi izkušnjami. Ampak gledajte, te izkušnje, napake, ki jih najstniki delajo, to je nujno potrebno za to, da se bodo v življenju znašli, da bojo v življenju vedeli, kaj je za njih pomembno, da bojo v življenju vedeli, kje najdete rešitve, da se bodo tudi naučili na področjih, kjer niso tako dobri, najdete pomoč, podporo. In starši jih dejansko učimo tega, da oni vejo, da ko jim je težko, da ko nečesa ne zmorejo, lahko pridajo k nam in ko bojo prišli k nam, ne bojo ozmerjani in ne bojo slabi in ne bojo kaznovani. In še marsikaj počnemo, a ne? Pač vem, ker sem tudi sama kot mama šla to pot in skupaj z Albertom sva šla pot. In ja, najstniki imajo recimo zelo eno lepo lastnost, da radi sanjarijo. Jaz sem jo tudi imela, kaj pa vi? Se še spomnite, kako je bilo, ko ste bili najstniki? Ampak mi jim rečemo, da so leni. Mi jim rečemo, da jim je za vse vseeno. In to so v bistvu kar hude nalepke. Ker vsi ti otroci, tudi mi smo, bojo zrasli, bojo odgovorni, bojo delali bojo svoje poklice, to ste verjetno se že naučili, a ne? Da se svet zelo hitro spreminja, da prihajajo novi poklici, nove možnosti za to, da si uspešen, ki seveda nas strašijo, zato ker je to sprememba in nam niso tako zelo všeč. Ampak tudi, v našem obdobju je bilo tudi isto in vedno so rekli, s to generacijo ne bo nič. Tako da jaz sem tukaj zelo velik zagovornik teh naših mladih genijev, ki dejansko se učijo od nas in si mislijo, jaz ne bom tako nesrečen, ne bom tako živčen, ne bom tako raztreščen, kot smo mi, naša generacija. Mi smo skozi nekam hitimo, a ne? In najstniki nas gledajo in jaz se spomnim, ko so naši otroci rekli, jaz pač ne bom na tak način živel, meni to ni life. In razumem in si mislim, lej, super, če v tem svetu najdeš drugi način, je to res, res krasno. In
Starši, ki želite podpirati svoje otroke in to se pravi, ki želite biti svojim otrokom podpora, ne nadzornik, ki želite svoje otroke spodbujati, ne spreminjati, imate na prvi pogled veliko težjo nalogo. Zaradi tega, ker morate iti preko sebe. Morate iti preko svoje zgodbe, preko svojih vzorcev, preko svojih prepričanj in še nekaj je, vi morate zaupati sebi in svojemu otroku. To so res težke stvari. Zaradi tega imava z Albertom zelo veliko enih programov, kjer sva skupaj z vami in delava skupaj z vami ta proces, kako najdeti, odkriti prave odzive, kje najdeti svojo ustvarjalnost, da se z otrokom lahko povežemo, kje najdeti tudi humor, ki nam velikokrat pomaga, pa malo igrivosti zraven, da ni vse tako resno. Kaj je v bistvu skrito za vašimi strahovi, kaj je skrito za vašimi prepričanji, kaj je vaša največja šibka točka, ki jo imate pri vzgoji otrok. In zakaj se vam za Boga milega vedno ponavljajo ene in iste stvari z vašim otrokom? Vedno se zapletate v eno in isto stvar. A se tega še niste naveličali? Pa še kar verjamete, ko bom spremenil otroka, se pa to ne bo ponavljalo. To se bo ponavljalo, dokler vi ne boste spremenili vašega odziva do vašega otroka. Dokler vi ne boste razumeli, zakaj toliko pritiskate, zakaj toliko nadzorujete, zakaj imate tako potrebo po kaznovanju in seveda, zakaj mislite, da vaš otrok ni okej za ta svet. Jaz vas vabim, da majčkeno pogledate na najino spletno stran v trgovino, tam se skriva veliko enih tečajev. Imava pa en nov projekt z Albertom in sicer okrepčevalnico za starše. Ta se zgodi vsak mesec. To se pravi, to je večer, ko se dobimo v živo, ampak vas ni na ekranu, zaradi tega, ker ste anonimni, nama pa lahko vnaprej pošljete vprašanja in midva vam na ta vprašanja odgovarjava. To se mi zdi, da je en tak zelo fin, nizkocenovni, podporni projekt za vas, zato da se v tem življenju lažje znajdete in zato, ker midva res želiva, da bi naši otroci dobili to, kar zares potrebujejo. In to je prisotne starše. Starše, ki zaupajo vase in ki zaupajo v svojega otroka. Lahko napišete kakšno vprašanje v komentar, lahko se naročite na kanal, bom zelo hvaležna. Vam bom postregla z več posnetki tudi v prihodnosti, tako da se vidimo v naslednjem posnetku. Čau!